Glede na to, da ste odprli ta video, vas zanima, kako prevesti anime, oziroma kako fansabati anime. Bom najraje bi kar sledil svojim notcom, ker drugače bo ta video precej dolg. Že tako razmišljam, da bi ga razdelil v 3 dele. Zato bom kar na kratko, no. Kaj je fansubbing? Na kratko je to ljubiteljsko prevajanje animejev. Daljša verzija pa je, z fansubbingom anime doseže večje občinstvo, kot bi ga sicer. Preden so Amerikanci začeli licencirati in predvajati uradno podnaslovljene anime, smo le-te zahodnjaki dobili preko skupin, ki so jih znali posneti iz japonskih televizij, prevesti in nelegalno distribuirati na VHS kasetah. Sicer se to počne še danes, bolj digitalizirano seveda, kljub temu, da obstajajo legalne pretočne strani, kot je Crunchyroll, Netflix in podobno. Velika večina sveta vseeno še vedno ne more dostopati do vseh teh pretočnih strani, ker so pač zmeri omejeno regijsko in jim tovrstne vsebine še vedno nedostopne na kakršenkoli drugi način kot preko fansubov. Tudi Slovenija kakopak je med njimi, da niti ne omenim, da nekih novih legalnih animejev slovenskimi prevodi sploh ni. Torej, fansubbing ima neomejeno možnosti napredovanja. Če samo na kratko omenim, običajno prevajanje pa še zahteva, da prevedeš tistih 200-300 vrstic oziroma mogoče več za te daljše igrane serije. Medtem ko pri fansubbingih to zajema tudi še typesettingi, kakšne karaoke, animirani napisi. Marsikaj se da še noter dodati. Tako da lahko v osnovi samo prevedeš že narejeno angleško skripto. Lahko narediš povsem svoj skripto s prevodom, lahko pa poleg prevoda narediš tudi animirane karaoke začetnih in končnih skladb, kot sem omenil, zamenjaš razne napise z lastnimi, animiraš te napise, maskiraš, kakorkoli drugače lokaliziraš japonske tekste, sporočila, table in podobno. Začeli bi z osnovo, torej bi vzeli že valjda se obstoječ v angleščini preveden anime in ga po primernem postopku prevedli v slovenščino. Za primer bom začel z serijo, ki je trenutno prevajam, to se pravi Sword Art Online 4. sezona, da sem glih pri 5. epizodi. In za prevajanje priporočam program Subtitle Edit. V starih časih se je zelo veliko uporabljal Aegisub, ampak Aegisub bomo mogoče v part 2 videu rabili za izdelavo karaoke in pa stylingov. Tako da za osnovno prevajanje pa to je Subtitle Edit fenomenalna zadeva. Po mojem je to precej nov program ali pač, ne vem, ampak boste videli, da v bistvu je to carska zadeva. Tako da potem za nadaljevanje, za določene popravke skripti poročam, da se naložite še Aegisub in pa Notepad++. Boste videli zakaj. Aegisub je za lažje popravljanje stylingov in kasneje tudi za kreiranje karaoke, če jih slučajno angleška verzija še nima. Medtem ko bo Notepad++ prišel prav bolj pri preglednem izločanju manj potrebnega balasta za prevajanje. Vse bo jasno v nadaljevanju. Ok, v bistvu najprej vržemo epizodo v program. Jaz si v bistvu to naredim malčkam bolj organizirano, ker se nabirajo fajli in zadeva postane nepregledna, če vse v isti mapi. Tako da vam za vsako epizodo ima posebej mapo. Epizodo enostavno vržemo v program. Program nas vpraša, katere podnapise želimo uporabiti za osnovo. Zdaj, glede na to, da imajo tu različne opcije. Jaz vem, da imajo ta dialog English, da so v redu. Te so pa v bistvu s temi honorifiki chan, san, sama v samem tekstu pri dialog English pa tega ni, so pa uporabljeni pač prevodi tega, no. Tako da izberem to. Najboljše je v bistvu prej pogledati video v osnovi pa kateri podnapisi najbolj ugajajo, ker lahko da so tudi kakšni drugi jeziki še noter, tako da morate pa prav ga izbrati iz te selekcije. Zdaj bo program to zadevo prebral in bi mogli kratkem videti, evo, v bistvu našo skripto. Zdaj, da razložim, zakaj je tule polno nekih čudnih
tekstov, ki niso teksti, ampak so pravzaprav kode za razne stylinge, za animacije, za barve in tako dalje. Tako da to še razložim v nadaljevanju. Tule vmes pa nekje pridemo do tekstov, ki bomo mi prevajali. Zdaj, moj postopek je tak. Jaz v bistvu vržem noter, zadevo shranim, save, v mapo, ki smo pač seveda, kjer imamo to epizodo. Zdaj boste to videli v sami mapi. Enkrat, še danes, to super. To je skripta. Jaz enostavno to copy-pastam, se pravi copy-paste, zato da naredim kopijo te iste skripte in obe odprem v Notepad++. Okay. To je ena, pa še drugo. Tako, lahko bi prejšnjo še zaprl, ne, da bo mačkam bolj jasno. Ok, recimo. Se pravi, zdaj imamo dve odprto, original angleška in pa kopija. Zdaj, to vse nas zaenkrat ne zanima. Bom po tekom nadaljevanja oziroma v part 2 verjetno mogel razložiti. V osnovi pa najprej zbrišemo vse, kar je od tega stolpca dalje. To se pravi, začnemo z komentom in vse do konca, dokler ne pridemo do konca skripte in vse pobrišemo ven. To shranimo in gremo zdaj v English oziroma angleško v osnovno verzijo in tu najdemo teksti oziroma ta tag default ali če bo v vaši skripti mogoče kako drugače imenovano, ki veljajo za same podnapise, to se pravi tekste, ki bomo mi prevajali, that's mentor, I always believed in you. To se pravi, da to vemo, da je ta default, je naš tekst, ki ga bomo prevajali. In ko stisnemo Ctrl+F za search, imamo izbiro, ali zato sem predlagal Notepad++, ker ima to opcijo. Lahko markiramo ta default, mark, in nam bo vse default tekste, nam bo markiral, da jih lažje najdemo. Evo, tukaj so vsi te teksti. Zdaj pa moramo praktično ves ta balast, ki ni označen, ga damo cut in ga prelepimo tu v to drugo file, v kopijo, namesto tistega teksta, ki smo ga prebrisali. Se pravi, vse to, kar ni default, damo cut, označimo. To je pač malo annoying postopek, ampak pri tej skripti, ker je samo 600 vrstic, je to še easy. V nekaterih primerih so skripte lahko dolge tudi nekaj tisoč ali 100.000 vrstic, kar pa potem že malo nanese malo več dela z kopiranjem in pastanjem ven. Oboje shranimo, tako da imamo zdaj na koncu v bistvu tu čisto skripto samo osnovnega teksta, ki ga bomo prevajali v prvem delu tega videa. To lahko zdaj zapremo. To bi lahko tudi prej zaprl. In pa še enkrat ta program odpremo, Subtitle Edit, kjer vam bo odprl zadnji projekt, tako da nič skrbeti, tudi če ga zaprete, vam odpre na zadnjo stvar, ki ste delali. In zdaj tukaj vidimo ta malo drugačen tekst, oziroma tekst, ki ga zdaj nucamo, se pravi tekst, ki ga bomo prevajali. Še eno stvar, ki moramo narediti, je, da dodamo tukaj spodaj waveform, se pravi audio, da bomo sploh lahko spremljali. Običajno bosta dve varianti, angleška ali pa japonski audio. Jaz priporočam, da delate iz japonščine, ker je pač zmer boljši narejen, kakor angleški dubi. Tudi to malo počakamo. Ta cajt pa lahko še razložim, kaj v bistvu še bomo nucali zraven. Da nisem slučajno kaj pozabil. Po moje, da ne.
Okay. Zdaj to smo naredili, dobili smo audio in pa v audio boste pa videli vse posod, kjer se nahaja tekst, se to v bistvu tudi tu pokaže. Zdaj pa naslednja faza je, da zadevo prevedemo. Ta program ima super funkcijo, Auto-Translate, ki preko Google Translate zadevo prevede, se pravi iz English v Slovenian, in zadevo stisnemo, potrdimo, ok, tu vas pač opozori, da imate praktično omejeno, koliko lahko vrstic prevedete. Mislim, da je nekje 2000 vrstic na dan vam bo ta prevajalnik prevedel samodejno. Zato morate tudi ves ta balast, ki je, ga spraviti ven, ker drugače vam bo požrl ta bandwidth, oziroma pač to omejitev. Zadevo spustimo, jo prevede. Če pride do konca, ste zadevo pravilno naredili, če se kje slučajno ustavi, potem v sami skripti mogoče ste kakšne kodo ali pa kakšno vrstico za kodo spustili, spregledali ali kakorkoli, tako da v bistvu pač date cancel, pa zaprete program, greste nazaj v skripto in izbrišete oziroma izrežete tisto vrstico v tisto kopijo skripte. In ko še enkrat zalaufate, bi mogli priti pač do zadnje vrstice, to se pravi 282, tle bi mogli biti tudi 282, to se pravi tudi to. Damo OK in program vam bo odprl slovensko, angleško varianto. Zdaj na zaslonu vam bo odslej prikazoval slovensko verzijo, tako da lahko sproti spremljate, kaj praktično prevajate. Tle pa drugi stopnji pa samo preverjate, če je zadeva če se prevod sklada z tem, kar načeloma govorijo. Zdaj, tle bi predlagal, ne se zanašati na Google Translate. Jaz priporočam, da imate zraven odprt še program, recimo Pons, da si še tu pomagate s prevodi, in pa če imate možnost dobiti programe ala ASP 32, z angleško-slovenskim slovarjem pa slovarjem knjižnega jezika. Ful uporabne zadeve, sploh kadar padete v kakšne besede ali kakšne izraze, ki ne delujejo na podnapisu, pa je fajn poiskati neke alternative ali pa neke boljše rešitve. Tudi recimo iskati v Googlu, ne vem, sopomenka določene besede ali kakorkoli, lahko tudi da je pomaga. Tako da bi to definitivno so zelo, zelo uporabno orodje. In pa pač valjda lastni možgani. Če vidite, da enostavno stavek ne deluje oziroma prevod ne deluje, ga je treba pač popraviti. Zdaj najboljše je tudi poslušati malo japonsko, da če imate le že nekaj kako bi rekel, izkušenj, pa že nekako veste, na kakšen način govorijo, če ta izraz nekako paše na to, kar je povedal, pač izkušnje, to so čisto izkušnje. Tako da, tukaj bi se potem zadeve lotil še tako, da malo pozorim na določene stvari, recimo, pač prevajate čim bolj slovnično, ne uporabljati res kakšnih besed, ki so, ne vem, tipične za manj znane ali kakorkoli, pa ki niso glih najbolj uporabljene, tako da zelo se zanašate na kakšen slovenski slovar slovenskega knjižnega jezika, da preverite, če ta izraz oziroma ta beseda sploh obstaja v našem besednjaku. Ne delajte dolgih vrstic, to sem opazil pri angleških prevodih, da so enostavno stavki predolgi. Že tukaj recimo enostavno je polomija, koliko je dolg stavek, to se pravi, take zadeve treba čim bolj skrajšati. Tudi recimo, če so taki stavki, to treba tudi enostavno treba zadeve prelomiti. Delajte čim bolj v stolpcih, ne v klobasah. Enostavno pač rečeno. Tako da delajte čim več prelomov, zato da je bolj berljivo in pa tudi bolj zgleda, kakor pa te klobase čez cel zaslon.
Po naslednje je, se v bistvu vam, če pride preveč črk na vrstico, vas že sam program opozarja, tako da lahko v bistvu na ta način že takoj veste, če je preveč recimo teksta ali pa je na vrstico preveč črk. Po naslednje je, kar se tiče ohranjanja naglasitev ala Chan, San, Kun, Sensei, je povsem osebna preferenca. Jaz sem se temu začel izogibati, ker je potem lažje sklanjati imena. Tako da presodite že v začetku, kakšne boste imeli alternativne prevode in si jih zapišite v Notepad. Notepad, še ena dodatna zadeva, ki priporočam, da imate zraven še nek svoj osebni Notepad za vse prevode. Tule vidite, da v bistvu skozi 3 sezone se je nabral kar nekaj besed, ki sem jih pač določil prevod, da se potem nekako probam čim bolj konsistentno držati čez celo serijo. Tako da to ful pomaga, recimo, da kadar boste iskali, kaj ste dali za prevod, za nek napad ali pa kaj, in boste, ne vem, 20 epizod nazaj iskali, kakšen prevod ste dali, ker to je nemogoče. Tako da si v bistvu je najbolj šle zapisati, pa imate vse pri roki. Enako velja za kakšne tekste, ki so uporabljeni v sami epizodi, ali pa za karaoke, ali pa ko vam še kletazga. Ja, v bistvu to je to. Tako da zelo priporočam, da imate nek Notepad še tako odprt za take sprotne zadeve. To sem povedal. V primeru, če je tekst predolg, pa bi ga radi razdelili. Recimo, kakšen dolg tekst, ki ga lahko na hitro, to recimo, direkt tega bom uporabil. Kako se razdeli recimo tak tekst? Najlažji je, če ga poberete tla, date cut, tu date insert after, oziroma še eno zadevo prej narediti. Priporočam, da prej najprej skrajšate na waveformu, to so v bistvu te bloki, ki so od podnapisov, in potem insert after, vam bo naredil nov blok, novo vrstico, prilepite tisto, kar ste nazadnje izrezali ven, in pač podaljšate, kakor pride. Kakor dolgo lahko, kakor dolgo riše, ne. Tako da recimo tako je bolj izgleda, ne, ko je pa tisti dolga klobasa. V bistvu simple kot pasulj. Naslednja je to zakončevanje podnapisov, to načelno, če bi delali sami, je običajno priporočljivo, da se podnapis zamenja, ko se kader zamenja, ampak glede na to, da se prevaja iz angleških skript, priporočam, da to pustite, kakor so originalno naredili. In pa v bistvu bodite pozorni tudi na šumnike. Recimo ta tekst, ki ga je zdaj uporabljen, recimo ne podpira č-jev, tako da styling popravite tu preko tega gumba, pa ta default spremenite v neko drugo pisavo. Jaz osebno najraje uporabljam Calibri, pa velikost recimo 80. In sem zadeval, evo, je č zdaj lepši, ne. Tako da to tekste zmeri preverite, no. Ne bo se pa vedno dal, kakor boste videli v part 2, kakšni animirane zadeve, ki so bile prvotno v angleški skripti, pač ne boste uspeli kakšnih teh č-š-ž-jev popraviti, tako da to pa, kakor imate volje, toliko časa pustite v tem. Tako da ja, in to v bistvu greste v bistvu zdaj čez, ne. Čez vse tekste, popravite, kjer je treba popraviti. In ko ste enkrat končali, v bistvu konec koncev samo kliknete save in vam bo shranil kot nov skript, kot SL, se pravi Slovenian, in je zadeva v bistvu praktično končana, ne.
Če bi zdaj odprl epizodo oziroma mapo, se zdaj tu pojavi. In če odprem, tišel, in če odprem to, pa dam nastavim na SL varianto, bi zdaj zadeva mogla že biti v slovenščini, čeprav je pač zaenkrat je prevedeno le z Google Translatom. Tako da, če ste temu sledili, ste praktično naredili svoj prvi fansub oziroma v osnovi prevedli skripto brez balasta. V part dveju pa bomo pogledali še, kaj je tisti balast in kako ga umestiti v končno skripto. In pa kako še skripto, čez končno skripto umestiti v MKV file, zato da lahko kdorkoli pogleda pač praktično ta anime. Tako da hvala zaenkrat.